Zakaj misliš, da so ženske manj plačane na istih delovnih mestih? Mislim, da je to še dediščina iz preteklosti. Se pravi, kako do tega pride? Recimo, ženska pride na razgovor, zdaj ful posplošujeva, ne, generalno čez celo družbo. Ista pozicija, dobijo moški, dobijo ženska se spogaja za manj ali pa je manj ponujen. Zakaj do tega pride? Mislim, da je taka logika tako. Jaz imam to svoje lastne izkušnje. Sprav, taka odreja plačo, razmišlja, njo lahko manj plačamo. Jaz mislim, da je prav tako, še neka taka logika obstaja. No? In da mislim, da je še posod zelo prisotna. Ker so pač na vodilnih mestih več ali manj so moški in žal tudi takrat, kadar so ženske, se vem, da je to že kliše reči, ampak se dejansko premalo podpiramo. Ja, to sem jaz sem recimo dejaven v poslovnem svetu recimo že 10 let, odkar sem, 21 let star bil, ne. In sem točno to velikrat opazil na delovnih mestih, da moški v splošnem lažje skupaj stopijo proti nekemu cilju, ženske imajo pa spet splošno govorim, neko tekmovalnost, ne, in med drugo, ne, in s tem si ne pomagajo v bistvu v nekem takem okolju. Ne. To je tudi dediščina preteklosti, se mi zdi, ker si imel občutek, da si ves čas se moraš boriti z ženskami in z moškimi, se mi zdi. Ampak res je, v nekem poslovnem svetu si predstavljam, moški grejo na pivo, popoldne, tam se največ biznisa naredi, ne. Ženske pa grejo domov ali pa po otroka, ali pa kuhati, ne vem. Se vem, mogoče je to kliše, ampak se mi zdi, da ne. Jaz bi tako rekel, ne, da izzive posameznikov, ki sva glih govorila o izzivih žensk v modernem času, lahko razdelimo mogoče na dva dela, ne, ali pa tudi pri moških na splošno. Ne. Izzivi, ki so znotraj mene, pa izzivi, ki so v svetu. Ne. In zdaj jaz mislim, da neka diskriminacija, ki sva jo omenila, je sigurno zunaj posameznika, v tem primeru ženske. Ne. S katerimi posegi misliš, ali pa kaj bi mogli narediti, da bi to diskriminacijo zmanjšali? Kako vidiš to pot ven iz tega? Jaz ne vem, recimo skandinavske države so si pomagale tako, da so pač s kvotami. Kako to izgleda? Da pač to, kar je žensk, recimo nekje mora biti tudi moških, da tako, kar ženska dobi, ne vem, nagrado, moški dobijo, mora naslednje leto ženska dobiti. To so v bistvu neka taka pravila in kakorkoli se zdijo nesmiselna in jaz ne bi hotela na nek način zaradi kvote nekje pristati, zato ker sem ženska, se v skandinavskih državah te stvari zelo poznajo. Se mi zdi, da so... Pa bi podpirala tak ukrep? Na nek način bi, ker se pravim, družba zelo temelji na neki dediščini preteklosti in se stvari zelo težko spreminjajo na boljš. Tako da Skandinavija je to zelo dobro pošlihtala, se mi zdi. In tle se tudi vidi, da so na političnih mestih, na višjih političnih mestih ženske. Pri nas se pa se mi zdi, da prav ta vlada nekako zelo grdo govori. To, da se tako zelo psuje po ženskah, predvsem po ženskih političarkah, se mi zdi tako zelo nevzdržno. In tle se mi zdi, da tudi mediji premalo odreagiramo. Se mi zdi, da čisto vsako psovko, ki jo namenijo ženski na položaju, bi mogli pač mi bi mogli nekako odreagirati na čisto vsako stvar. Se mi zdi, da se je ta kultura pogovorov, kultura označevanja žensk, da se je strašno spremenila v zadnjem času. In to se mi zdi zelo nevarno, ker se kar navadimo na to. Kako konkretno misliš, da je neka javna oseba, ki je ženska, da do nje pride? Da so do političark veliko bolj kritični in nesramni v svojem besednjaku kot do moških. A res? Jaz recimo nimam tazga, recimo imamo premijeja, ne, Janez Janša, ne, jaz mislim, da tukaj je recimo na njegov račun, ne, pa nočem se postavljati na nobeno stran, ker sem probam biti apolitična, ne, ampak ne predstavljam si, kakšne vse psovke ali pa kakšne vse žalitve mora on poslušati, pač mora poslušati, ker je na takem položaju in s tem to pride, ne. Imamo pa ženske političarke, sej je druga pozicija, ne, ampak
nisem imel osebno tazga občutka, ne, da je razlika. Jaz pa to prav opažam, da je prav proti ženskam. Tudi že prej, ko smo imeli recimo premierko, je bilo toliko enih o tem, kako je oblečena, o tem, kako je ne vem, bolj na izgled grejo. Ja. To pa se strinjam. In to se mi ne zdi v redu. Ja. Ni v redu, sigurno. Ne. Včasih je bil ta, ne vem, za ženska vprašanja se mi zdi, da je bila prav neka inštitucija, ki je zelo hitro odreagirala na vse šovinizme, ki so se zgodili. In to se mi zdi, tako kot sem prej rekla za kvote, tudi odreagirati neke šovinizme v javnosti, se mi zdi zelo smiselno. Pa nikakor nisem, recimo mi gre na živce neka politična korektnost, to tudi moram reči, da se dogaja recimo v Ameriki, da ljudje dejansko tudi humor izginja na nek način zaradi tega, tako da se mi zdi, da je politična korektnost tudi potuha, da ti ni treba razmišljati. Ampak tle se mi zdi, da pa nek bonton pa mora obstajati v neki javni govorici. Ja, se strinjam. Ne. Tukaj je edino vprašanje, kako to, s kakšnimi vzvodi to uveljavljati. Ja. A gre to za neko organski dvig kulture in morale, kar se dogaja čez celo našo zgodovino, ampak gre počasi, mogoče bi nekdo argumentiral prepočasi in moramo to, ampak glede teh kvot si jaz ne predstavljam, ker recimo mi želimo s kvotami znižati diskriminacijo, ampak s tem popravljanjem nasilnim bomo na drugi strani ustvarjali diskriminacijo. Ne? In kaj mislim s tem, ne? Če rečemo na nekem delovnem mestu ali pa v nekem podjetju mora biti 50% žensk in 50% moških, ne? Bojo določeni posamezniki, ki so slučajno moškega spola in so bolj sposobni, ne bojo dobili delovnega mesta zaradi kvote. Ne? In to je diskriminacija njihove sposobnosti in njihovih veščin, ki jih imajo. Ne? Jaz sem vedno bil tako zelo na strani tega, da se ljudi, pa vem, da je to zelo težko, obravnava individualno, ne glede na spol, ne glede na barvo kože, raso, versko izpoved, ne? In se v bistvu gleda v tem kontekstu. Če imam jaz podjetje, jaz rabim nekoga, ki ima najboljše sposobnosti. Ne? In v bistvu postanem slep za njegov spol, za njegovo karkoli. Ne? In glih se mi zdi s kvotami se večji poudarek daje na pripadnost neki grupi. Ker glih iz tega hočemo ven. Yeah. Mi hočemo ven iz tega, da se ljudi gleda kot grupo. Yeah. Ne? In individualno gledam žensko kot človeka in za neko delovno mesto, ker delamo na računalniku, je popolnoma vseeno, a je ženska ali je moški. Ne? V rudniku je drugo, ali pa nekoga rabiš, ki je močnejši. Ženska bo težje upravljala to delo. Ne? Ampak za te poklice se mi zdi dobro, da se zelo strinjam s tem, ampak obstajajo pa neke stereotipi v naših možganih, ki jih tudi težko, recimo, ni dolgo nazaj sem brala knjigo Carol Perez, Nevidne, to je čisto nova knjiga, neke pač feministke, ampak ni klasična feministka, ker je tudi raziskovala, recimo simfonični orkester v New Yorku je imel samo moške glasbenike, ne vem koliko let nazaj, tam recimo v 50 letih. Potem pa so začeli delati audicije, ker pač ženske niso bile dovolj dobre glasbenice. Aha. A zaradi tega je bilo? Niso bile dovolj dobre? Ali niso imeli dosta? Niso jih sprejeli na audicijah. Potem pa so začeli v 60 letih slepe audicije delati. To se pravi, zaveso so dali med tistim, ki nastopa in komisijo. In takrat so ženske pač prišle noter v te orkestre. In to se mi zdi taka zanimiva stvar, ker ni šlo, da oni ne bi hoteli žensk, ampak je tle nek klik v glavi, ki podzavestno.